Ljudje so si izmislili praznike, zato da bi razmejili svoj vek in čas svojega življenja na pomembna in nepomembna obdobja. Da bi postavili mejnike v dneve, ki so polni čustev in notranjega življenja, da bi jih ločili od onih, ki so bolj ali manj prazni in ki včasih niti spomina niso vredni. Praznik je beseda, ki izvira iz pridevnika pražnje, slovesno, praznično. To so dnevi, ko so ljudje posebno zadržano in resno razpoloženi, ko se oblačijo v pražne obleke in ko je drugače, kot je običaj ob navadnih dneh. Nekak simbol teh pražnih jedi na Slovenskem je potica, ki jo družinska mati pripravlja že nekaj dni pred praznikom in prav s temi pripravami spremeni dneve pred slovesnostjo v mnogo bolj praznične, kot je praznik sam, v mnogo polnejše in napete, v dneve polne radosti in trepetajočega pričakovanja. Glejte, prihaja. Pravi prazniki se seveda začno že mnogo prej in če človek natanko premisli, je vse njegovo življenje, njegovo početje in nehanje usmerjeno k tem mejnikom, k praznikom. Ko tihi in mirni tokovi reke, Mure na primer, premikajo mlinska kolesa in ko se med kamni melje žito, je to nekaj, kar se dogaja v imenu praznika, ki prihaja. Je to nekaj, kar bo temu prazniku dalo svoje obeležje. Saj se med kamni melje moka, iz katere bo družinska mati lahko mesila potico. Ko se v tej tišini, v tem molčečem pričakovanju slovesnosti moka usipa iz mlina, je vse to kakor pričakovanje tistega, kar je v človeškem življenju najboljše. Je kakor upanje na izpolnitev skritih želja, je dan, ki je spremenjen v predvečer praznika. Pričakovanje praznikov se začne pravzaprav že mnogo prej, že ob žetvi, že takrat, ko ljudje v prvih sadovih svojega dela praznujejo ne zmage nad naravo, temveč nasprotno, vidne sledove svoje lastne ljubezni do nje in njenega povračila. V dolgih letih posvečenega sožitja in oživljanja v zakone svojega okolja je človek, sam del narave, spoznal, kako ji je treba streči, da ti tudi ona streže. Spoznal je, kaj je tisto, kar ne povsem do konca prepoznanim silam prirode ustreza in kaj ne. In navadil se je božati njena nedra, tako da se iz njih sesipa zrelo žito, rumeno, zlato, plemenito. Nekoč bo iz tega nastalo testo, nastalo bo nekaj drhtečega, kar bo komaj pričakalo, da bo oblito z drevesnimi sadeži, z orehi in še s čim, da bo postalo znak, stigma praznika, ki prihaja. Prazniki se običajno začno takrat, ko se začne prebujati narava in ko se tudi v človeku začno hitreje pretakati sokovi življenja. Začetki pomladi so bili že v poganskih časih tisto obdobje, ki je ljudem vlivalo pogum in dobro voljo, ki je pravzaprav ustvarilo pojem prazničnega. Cvetje, prebujajoče se drevje, obljuba plodnosti vsega, kar raste,
in kar se razvija okrog nas. Nekakšna vsako leto na novo podpisana pogodba med človekom in ostalo naravo. To so prazniki, ki jih je rodilo že davno poganstvo, v meglenih časih nejasne in nerazmejene zgodovine. Prazniki, ki so nastali prav iz te potrebe po razmejevanju in določanju časa. Odgovor na spremembe v naturi in izraz človeka, ki je spremembe doživljal kot način bivanja na svetu. Kdo ve, kako se je v tistih davnih časih imenoval praznik, ki danes nosi ime zelenega jurja, ki označuje začetek pomladi in je hkrati god pomembnega krščanskega svetnika, zaščitnika vesoljnega plemstva. Pa ga plemstvo ne praznuje. Praznujejo ga preprosti ljudje, ker so ga poznali že mnogo prej, preden so plemiči postali plemstvo in preden so se ljudje razdelili na tiste, ki delajo, in na tiste, ki vladajo, na ustvarjalce in tiste, ki so že kar po naravi in rojstvu lastniki ustvarjenega. Praznik zelenega jurja je dobil svoje ime v času, ko so modri možje vedeli, da je staremu običaju treba samo spremeniti ime in že si napol gospodar tistih, ki takrat hočejo praznovati. So pa seveda tudi prazniki brez imena. Obiranje prvih češenj na Primorskem, na primer. Tega dogodka pač nihče ni poimenoval in je zato ostal brezimna slovesnost prvih obiralcev v tem letu, prvega sadja, ki ga narava poklanja človeku. Prijazna drevesa, katerih veje se šibijo pod rdečimi sadovi, pod šopi sladkega obilja, ki ga je toliko, da je v resnici namenjeno vsakomur. Praznik obiranja češenj ni zapisan v nobenem koledarju in ga uradno ne praznuje nihče. Vemo pa zanj vsi. Se ga vsi vsako leto veselimo, čakamo nanj in upamo, da se ga bomo tudi tisti, ki ne živimo nekjer na Goriškem, lahko udeležili. Da bomo med prvimi, ki bodo posegli po plodovih in rekli, že spet zori. Prazniki so lahko tudi povsem drugačne narave, ne toliko povezani z naturo in njenimi pojavi, kot z naturo človeka in pojavi v njem samem. Pust, denimo, pa njegova pojavna oblika, ki se imenuje vse povsod po svetu karneval, torej tudi pri nas. Morda je zima, zaprtost v hiše in sobe tista, ki je že v prav davnih dneh vzbudila v človeku potrebo, da se na pomlad oziroma še pred njenim začetkom otrese vseh tegob in bremen, ki mu leži na duši. Morda je bila oklenjenost nekdanjega človeka v toge, običaje in stroga pravila obnašanja tista, ki mu je narekovala, da si je nekje našel ventil, trenutek odločilnega oddiha in sprostitve. Karneval. Človek, skrivajoč svojo pravo identiteto pod masko, si je v teh dneh, in to velja v glavnem še danes, privoščil vse, kar mu je prišlo na misel, če to ni bil zločin. Vse, kar storiš pod masko, stori nekdo drugi. Odleže pa tebi. To je osnovna modrost in skrivnost pustne čarovnije. Karnevalov je v pustnem času na Slovenskem nešteto. Od tega le cirkniškega, prek cerkljanskega in litijskega, vse do ptujskega, ki sodi svojimi kurenti med najstarejše običaje te vrste
in tega časa na svetu. Kot rečeno, praznovanje narekuje narava. In tam, kjer je narava svojevoljna ter nepredvidljiva, tam so tudi praznovanja nenavadna. Prav gotovo vse to velja za morje in za običaje, ki nedvomno sodijo med lokalna praznovanja ob morju. Ribiški praznik Vizuli ni nikakršna turistična atrakcija, temveč običaj, ki bi, če bi ga izpustili, pomenil skorajda bogoskrunstvo. To je poklonitev morju, prošnja za njegovo naklonjenost, za njegovo darežljivost in za vse to strpnost med morjem, njegovimi muhami in ljudmi, ki žive ob njem, in velik del življenja tudi na njem. Vsi mi, ki ga živimo, vemo, da življenje ni potica. Vemo pa tudi, da živimo zaradi potice in tistega, kar je med eno in drugo, potico namreč. Ljudje delamo, se trudimo, napenjamo mišice in možgane, da bi se prebili od praznika do praznika, da bi si v svojem življenju čim več zapomnili. In spomina vredni so edino prazniki, kvečemo še pričakovanje praznikov, ki je včasih lahko celo bolj praznično od praznikov samih. Kaj je slajše od potice? Pričakovanje, da bo spečena. Rožnata mavrica naših otroških let. Sladka bolečina v grlu našega spomina. Praznovati je mogoče na več načinov. Posamez, sam zase, ali pa v družbi, kar je običajno. Zato so si ljudje že v davnih časih izmislili celo vrsto načinov, kako sklicevati prijatelje in znance k slovesnostim. Bobnali so, trobili z gore na goro, zvonili so in pritrkavali. Umetnost pritrkavanja kot znamenje prihajajočega praznika so na Slovenskem že davno razvili v pravo glasbeno zvrst, katere skrivnost je ponavadi znana le glasbenikom, ki to sploh niso. Kmečkim fantom z vasi, ljudem s prirodnim darom za oblikovanje tako nenavadnega glasbenega izraza, ki pa je docela in samo prazničen. Svadba je lahko povsem intimna zadeva dveh ljudi, čeprav v tem primeru ni zakonita. Lahko je to hišna ali vaška veselica. Lahko pa preraste v narodno slavje, mestni, če ne že narodni praznik. Taki prazniki se rojevajo v zadnjem času, ko nam je starih začelo malce primanjkovati ali pa ko z novimi nismo bili več zadovoljni. Ohcet v Ljubljani, kakor jo imenujemo, je tipičen primer takega na novo izmišljenega praznika, ki pa je z leti vendarle postal tisto, kar naj bi bil. Slovesnost, ki jo pripravljamo, se na njo zanašamo, in to ne le kot na turistični dogodek, ki na mesto prinese nekaj dobička v gostinske blagajne, temveč kot na resničen praznik, ki za nekaj dni spremeni podobo mesta in način njegovega življenja. To pa je bistvo praznika. Ko pari z vsega sveta stopajo pred mestnega matičarja in ko izrečejo svoj da, je to zdaj že v zavesti vsega mesta. Mesta, ki je vselej imelo rado ljudi, ki je vselej ponujalo roko vsakomur, ki je bil prijaznih misli. Mesto, ki želi dobro vsem, ki pridejo k nam z nasmejanimi očmi, mesto, ki ponuja zibelje vsakomur, ki je pripravljen iz ljubezni kaj položiti vanje.
Slovesnosti in prazniki so pomembni za vse nas, zlasti pa za vse tiste, ki, potem ko so že prekoračili polovico svojega veka, po pogostnosti praznovanj čutijo živost svojega življenja in jim ta živost pomaga k lepšemu življenju. Celo tisti, ki so prispeli že pod večer živetja, potrebujejo praznike, da bi določili mejnike, dokoder je mogoče in odkoder je mogoče še naprej. Zlate poroke so na Slovenskem dovolj običajen pojav, da jih ni treba posebej omenjati. Ljudje, ki žive brez bremena na vesti, žive ponavadi dolgo. Zagotovo ni naša dolžnost, da bi ocenjevali, ali žive dobro ali slabo, ali žive srečno ali nesrečno. Žive pa tako, da življenju te dežele vtisnejo majhen del tistega, čemur se pravi pečat časa. Po pravici pa bi morali reči pečat generacije. Še naprej ohranja vajno ljubezen in zvestobo in naj v vama dopolni svoj blagoslov, kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Amen. Dragi zakonci ljubljanti, dragi župljani, ta trenutek in te dni ste gotovo v mislih poromali nazaj na vaš začetek, ko so se tukaj drug drugemu izročili, ko ste drug drugega sprejeli, ko ste drug z drugim in za drugega zaživeli. Morda je bila kakšen trenutek vaša ljubezen tudi križana, toda ni minila, ker je znala vse upati, vse opravičiti, vse prenesti. Prav v tem je veličina in moč vaše ljubezni in zvestobe. V pričevanju vašim otrokom, vnukom, pravnukom in vsem poročenim in vsem, ki se pripravljajo na poroko.
Jesenska praznovanja so seveda posebno poglavje in vredna posebne pozornosti, kakor praznovanje človeške jeseni. To so prazniki, ki marsikomu pomenijo več kot čisto običajni prosti dnevi mladih dni, ko je človeku najbolj pomembno to, da gre na veselico in da ta sploh je. Pride čas, ko je človeku teže, ker gre leto njegovega veka v jesen. In takrat je praznik oddih, je premor, je edino upanje in opora. Takrat so prazniki milniki življenja. Če bi jih ne bilo, bi se človek počutil kakor zeleni juri. Toda tistega zadnjega dne, ko ga ni treba več nikomur, ko ga vržejo v vodo in ko vejce iz njegovega kostuma morda kot podtaknjenci še kje ob reki utegnejo zrasti v grme. To je čas, ko je svet zrel in jasen, potica razrezana in razdeljena. Tudi to je praznik. Praznik dokončnosti.